tem trenutkom se je klopilo snemanje tele oddaje Petkova Zoom kavica z gospo Ano Zihrl. Dober dan. Dober dan. Lepo Vi pozdravljeni. ste diplomirana socialna delavka in tudi predsednica društva Svetovalni svet ali svet? Svet? Svet. In ste vodja programa Pravi naslov za pomoč pri motnjah hranjenja. Res je. Vi delujete predvsem na področju nudenja pomoči. Se Ja. k vam obračajo predvsem posamezniki ali družine, starši? Tole me za začetek bi zanimalo. Zelo mešano, zelo mešano. Oglašajo se starši, ki ne vejo, kam se obrniti, ali ki zelo dolgo čakajo, da bodo prišli nekje v javnem zdravstvu na vrsto, tudi po leto in ne vem koliko dolgo, tako da se obračajo na nas. Obračajo se pa tudi seveda odrasli sami, ki imajo motnjo hranjenja tam, ali nekje mladostniki, ali pa odrasli, ali pa tudi že v zrelih letih, a ne, če se je to že tako dolgo vleklo. Tako da zelo različno, ja. Najbrž je različno, predvsem iz stališča, kaj je normalno prehranjevanje pa hranjenje, a ne? Ja. Sem opazila, ko sem raziskovala to tematiko in problematiko, da gre za dve različni stvari, da ni nujno, da je potrebno motnja hranjenja za motnjo prehranjevanja. Me lahko popravite, če se motim? Ja, v bistvu je razlika v tem, da motnja hranjenja je nekako kot odvisnost, res nekaj, kar pravzaprav je pa podobno, no, zdaj, ker ravno hočem definirati razliko, ugotavljam, da je pa zelo podobno. Pri motnji hrane gre za zasvojenost, mogoče pri motnji prehranjevanja gre pa bolj za eno, bi rekla, slabo razvado, slabega hranjenja, ali da nimamo rednih obrokov, ali da veliko junk fooda pojemo, ali da nismo pozorni na svoje telo, kdaj je sito, kdaj je tako naprej. Ampak ni tako pogosto, da bi bila zasvojenost. Ampak ko nam gre malo bolj težko, imamo pol s hrano ene, grdo rečen, frke. Ker hrana je pač v prvi vrsti vir preživetja, a ne? Vendar pa ima zapletene psihološke pomene, a ne? Ja. Imamo hranjenje kot prvo izkušnjo, že takoj po rojstvu, a ne? Gre za izkušnjo nekega lagodja, ugodja, užitka, a ne? In potem mende, da je hrana sčasoma postane neka prispodoba ugodja, ko se v otrokovi podzavesti poveže z tem dajanjem, sprejemanjem, ljubeznijo, srečo in zadovoljstvom, a ne? Ja, zdaj prav zares je to čisto po svoje, bi rekla, čisto normalno to, da nam je hrana v teh najbolj nežnih letih dala tudi občutek varnosti. Pravzaprav eno je bilo to, kar ste rekla, ta fizična potreba, drugo je bilo pa, da je bilo s tem, nekako nas je mama pomirila, ne, s tem, ko smo se lahko stisnili k njej, ko nas je podojila ali dala flaško ali karkoli. In je to prepleteno, tako da pravzaprav tudi, če odrasli kdaj iščemo en občutek, ene lepe, dobre občutke v hrani, to ni nič slabega, dokler to ne postane skoraj ekskluziven način, a ne, kako mi handlamo neprijetne občutke, kje mi najdemo občutek varnosti, kako mi nadomeščamo povezanost, kako mi si privoščimo nekaj. Če je hrana seveda užitek in fajn, je čisto v redu, samo da je pa še kaj drugega nam tudi v veselje, to je pa nujno, a ne. Če ne se zaplete s hrano, bi rekla, ja. Da, raziskovalka, recimo Martina Breda Žmuc-Tomori, ne, je zapisala, da je hrana simbol otroštva, nezaveden, a 1000-krat utrjen spomin na tolažbo in občutek zadostitve, a ne? Ja. A ne? Ja, In res je neka soodvisnost potem nastane najbrž in dovoljuje, ko je otroku v njegovi stiski, a ne, čustveni odvisnosti najbližje je pa ravno hrana, ne? Ja, to je res. Po drugi strani je pa tudi res, da je veliko stvari povezanih s hrano, a ne, ko imamo rojstni dan, je povezano veliko stvari s hrano, s torto, kaj bomo naredili, kako bomo počastili ljudi in tako naprej. Ko je ne vem, sedmina, je spet hrana zraven, čeprav tam ni toliko zelo pomembna hrana. Ampak veliko stvari, ko nas nekdo nagradi ali nam da darilo, je včasih noter tudi hrana, a ne, in tako naprej. Tako da
in je tako po svoje iluzija, da bo hrana samo, kako bi rekla, fizično potrebo zadovoljila, ker je še zelo veliko povezan drugih običajev in navad in teh simbolike v hrani, tako da hrana, ponavadi gre to zelo tekoče, če človek nima ene druge stiske, če je pa kakšna druga stiska, nas pa lahko malo vrže v to, da preveč jemo, ali pa da jemo premalo, ali pa da začnemo nekaj destruktivno se vesti. Ja, zdaj govoriva v optimalnem svetu, ko ni pomanjkanja, ne? Potem je pa že spet najbrž, a ne? Tako da hrana spremlja posameznika od rojstva do smrti, ne? Tako kot ste že sami rekli, ne? Ja, in na ustvarjanje pomena in odnosa do hrane pa po moje ima najbolj pomembno vlogo družina, ne? Ta otroka vzgaja, pa ga uči ustvarjati nek vrednostni sistem do hrane in samega tega hranjenja, a ne? In se potem najbrž spremeni v tistem obdobju razvoja, se pravi v mladostniškem obdobju, in potem najbrž takrat se simbolika spremeni v odraščanje, nič več mladostništvo, a ne? In vrednostni sistemi takrat padejo najbrž. In najbrž je takrat v porastu ravno te motnje hranjenja, ali kako je zdaj s tem porastom? Je v porastu? Težko bi rekla, če zdaj je dosti bolj v porastu kot pred nekaj leti, saj pri nas ni, bi rekla, mogoče samo med mlajšimi, kolikor se na nas obračajo. Ampak drugače pa rekla, ja, po eni strani družina, bi rekla, pri vzgoji nam prve navade, pa nekaj, kar nam je pa normalno, zato ker se kot otroci sam ponavljamo, kar so nas naučili. In eno je to, da v enih družinah je hrana veselje, v enih se samo kregajo okrog hrane, v enih je edino užitek, edino, kjer se dobijo skupaj, a ne ni drugih stvari, ki bi jih skupaj počeli. Tako da zelo različno je, ampak bi rekla, da tukaj ni to bistveno glih, kako ima družina odnos do hrane, bolj kaj se dogaja v najstništvu, a ne, z odraščajočim otrokom. Če takrat ima hude stiske, se lahko res potolažba obrne v hrano. Po eni strani pa tudi najstništvo to malo zoprno obdobje, ko se spreminjaš, ko te hormoni razganjajo, ko se učiš postaviti zase, ko si enkrat za starše otrok, enkrat hočejo, da si velik in samostojen, komandirajo te včasih še tako, kot da si mali, a ne, in če so pravila taka, kako bi rekla, fleksibilna in se prilagajajo temu, da najstnik rab druga pravila, če lahko kaj pove več, kot je povedal, kot bil majhen, če starši prenesejo to, da se kdaj krega in mu pomagajo, da ustrezno, da ni samo stop vse, a ne, če mu dovolijo, da je nepopoln, če ga znajo pohvaliti, če mu povejo, da lahko pove karkoli, bodo že nekako prenesli, tudi če so kakšne neumnosti, pa tudi če je težko, pa tudi če je kakšna slaba ocena, pol je manj šans, bi rekla, da najstnik zapade v motnjo hranjenja, če pa je kup samih prepovedi, če ni ene bližine, če sploh starši nimajo časa za njega, če so čustva že odskozi prepovedana, češ, kaj pa ti si sploh jezen, ker si otrok, nimaš pravega razloga, pol je pa več šans, da bo otrok zapadel v motnje hranjenja. No? In tako pač v različne oblike, a ne? Tako da kjerkoli so pač variacija na eno temo. Ja, če povzamem, ne, v družinah z neučinkovitim vedenjem pa vzgojo, a ne, kamor se uvršča konflikte, pa to pridiganje, pa ne vem, primerjanje tega otroka z nekimi posamezniki drugimi, pa uporaba groženj, a ne, pa lahko najbrž privede do razvoja resnih duševnih motenj pri tem mladostniku, a ne, in to je duševna motnja, a ne, motnje hranjenja je duševna motnja, a ne. Ja, je oblika, ki se kaže seveda pri hranjenju, zato je za ene starše zelo težko razumljiv, da otrok pač ne je, ali pa da otrok je pa bruha, ali pa da se prenajeda, ker se jim zdi, hrano, pa človek lahko kontrolira, se imamo občutek za lakoto in sitost, se vsi vemo, koliko bi mogli jesti, v šoli učijo že od prvega razreda prehrambeno piramido, pa sestavo hrane in tako naprej. Sam
hrana, tako kot ste rekla, ima eno simboličen pomen in ko se enkrat utrdi en način, pol je pač zelo težko sam nehati, čeprav ta oseba ve, podoben kot pri drugih odvisnostih. Oseba, ta, ki ima motnjo hranjenja, ve, da je nekaj narobe, ve, da jo nekaj muči, ampak ne more nehati, ali pa si najde en kup razlogov, zakaj ne bi nehala. In je vrag raven, kar je pa razlika v drugih zasvojenosti, to, da je pa treba vsaj 3-krat na dan se srečati s hrano in jo jesti. Ni tako, kot pri drugih zasvojenostih, rečeš, konc alkohola, konc droge, gremo naprej, abstinenca, pri hrani, pa jaz ne bi sploh govorila o abstinenci v takem smislu, zato ker ni treba ene popolnosti, pa tudi treba jesti, in treba se srečati z različnimi situacijami s hrano in je res zelo zapletena. Tako da, ja. Če lahko se izrazim, da bi lahko govorili o normalnem prehranjevanju, pa nenormalnem, ne? Pač kot proces pravilnega uravnavanja lakote pa sitosti, in da se zaužije uravnoteženo prehrano. To so neke, ne vem, vnos razumnih količin hrane, to je normalno najbrž, Ja. Medtem, ko nenormalno najbrž je pa neregulirano, kaotično, je tako prav, sem to prav povzela tele naše strokovnjake? Tle bi rekla, da je mogoče za biti pozoren ali pa previden samo v tem, da normalno hranjenje je tudi to, da kdaj pojemo, ne vem, 3 kose potice namesto enega, ker je tako dobra in malo pozabimo, da smo siti in pol nas trebušček boli, ali pa nas gaga peče, pa ne vem kaj, ali pa enkrat imamo norišnico in pozabimo jesti kosilo, in tako naprej, ali pa se zgodi večkrat v tednu, da pozabimo jesti malco ali nekaj takega v službi in potem seveda zvečer pojemo vola in pol skoraj, In je to tudi, bi rekla, normalno, če je sam občasno in če pol gledamo, da to nekako uravnamo in da je tudi, jaz bi rekla, da nažalost zelo normalno, da veliko hitre hrane pojemo danes, zato ker se ljudem nam toliko mudi nekaj in pol na hitrico nekaj, pojemo, tako da kaj normalno bi rekla, ja, na eni strani ste dobro povzela to, da nekako uravnavaš lakoto, da jo zaznaš vsaj, pa da se odzoveš na to lakoto pa sitost, vsaj večinoma, tako bi rekla, pa da nekako vsaj nekaj izbiraš, kaj boš jedel, tako da ni sam tisto nekaj ful sam na hitrico, čeprav tudi to je pol sam več neustrezno prehranjevanje, ni tako motna hranjenja, ampak zmeraj gre pa pri motni hranjenja za to, da te nekaj drugega še zelo matra, ker ne moreš, ne znaš rešiti, ali je bila to, ne vem, razveza staršev, ali je nekdo bližnjih umrl, ko si bil še majhen, ali se skozi kregata starša, ali je bila zloraba, ali je bilo nasilje v družini, ali nekaj. Ja, nenormalno prehranjevanje je potem reakcija na neugodje, in ali pa na neuspešno reševanje težav, Ja. To je problem potem. potem. Tak pomen, da prenese človek pozornost in se ti zdi, pri hrani moram samo štimati, ostalo moje življenje je pa krasno in kar spregleda vse druge probleme, in se mu zdi, samo s tole s hrano moram rešiti. Tako da pri svetovanju pol pomagamo ravno to, pogledati, kakšno simboliko ima ta hrana, kaj se še dogaja v življenju človeka, ker ga mogoče v ozadju muči in kako bi to na drug način reševal, Tako da seveda ni prav luštno, zato ker človek si misli najprej, ko pride k nam, jaz bom dobil napotke, pa eno krasno dieto, pa bom to jaz to rešil, cep, pa ne gre tako. Ne gre. Ne. Ne. Pa takole je, jaz sem v telih strokovnih člankih zasledila, da je pa vseeno velja za predstopno motenj hranjenja ravno motnja prehranjevanja. Pa da ni sicer nujno, da se potem motnje razvijajo v te duševne motnje. Ja, lahko tudi, ja, sej v bistvu najprej, ko še ni čist bi rekla diagnostičnih kriterijev izpolnjenih, bi seveda človeka lahko umestili v predalček motnja prehranjevanja. Ampak po drugi strani pa pol je tako, da zdaj, če najstnik ne je redno ali pa če nekaj eksperimentira najstnica s hujšanjem, to ni kar takoj razlog za preplah. Če se pa stvari stopnjujejo ali pa vlečejo dalj časa,
je pa sigurno prav, da se poišče na pomoč ali pa se pristopi k najstniku, kaj se pa s tabo dogaja, mene skrbi to pa to, kako ti to vidiš, a ne? Ali pa če vidite, da nekako, po drugi strani se najstniki spreminjajo, se spreminja njihovo vedenje in ni vsaka stvar kar takoj alarm, ampak bi rekla, če pa zelo se zapre, pa prej ni bil, pa če zelo, zelo manj je, ali pa če zelo, zelo veliko, takoj po obrokih zginja v WC, pol je za vprašati, kaj se dogaja. Saj sam za to gre, ni takoj treba dati nalepke, ampak samo vprašati, kaj se dogaja in pol naprej ravnati, ne. Pa da bova opozorili skupaj morda, da motnje hranjenja so možne v različnih obdobjih, ne samo v otroškem pa v najstniškem delu življenja, a ne? Imamo različne oblike teh motenj, a ne? Ja, jaz bi rekla, da mogoče anoreksija se začne dostikrat že kar zgodaj tam, šlo včasih imamo mi že, da pridejo starši z 8-9 let starimi otroki, a ne, ki so začeli razvijati anoreksijo, ki začnejo stradati zaradi različnih razlogov. Potem pa pridejo seveda tudi ljudje, ki se jim je razvila motnja hranjenja v odrasli dobi, pravzaprav, kadar nas nekaj zelo pesti, pa ne vidimo poti ven, pa se nam zdi, da ni nobenega na svetu, s komer bi lahko to podelili, pogovorili se, takrat je malo večji riziko, da bi mi razvili motnjo hranjenja, pa če nimamo nobenih načinov, kako si pomagamo, če niti ne slikamo, niti drugega ne delamo, s čimer bi se izražali, če nimamo nečesa, kakšnega ventila, kjer bi se nekako, pol je mogoče, ampak tako pač večja šansa je, ja, da se začne nekje v času, ko se spreminja človekovo telo zelo izrazito, se pravi raven v odraščanju, a ne, tako. Ja. Saj najbrž zato treba dajati ta velik pomen tem mladostnikom, ker je značilnost tega razvojnega obdobja in so zato oni, a ne, še bolj ogroženi najbrž, ne? Ja, res je, ja. Res je, ja. Kako je pa vaša ta izkušnja, če smem, z bulimijo, kdaj ste pa vi to zaznali, oziroma vaša družina, kako je s tem bilo? Ja, jaz sem sama imela bulimijo v najstniških letih, se pravi tam nekje začetek srednje šole, pa nekje tudi čez faks se je vlekla, ja, je kar bilo 7 let. Ja, bilo je precej težko v naši družini in bilo je tudi nekaj nasilja, tako da sigurno, da je to vplivalo na to, da sem imela občutek, da nisem nič vredna in tako naprej, in pol je bil beg iz vsega, kar je bila cela štala, je bilo raven v hrano, a ne. In pol je hrana pomenila nekaj, kjer se mi je pa zdelo, zdaj me pa prav malo briga za cel svet, a ne. Tako kar ene čuden sort odklop je pol ta motnja hranjenja bila, a ne. Seveda je postala nova stiska, samo se mi je zdelo tako taka iluzija, če bom pa jaz tole s hrano uredila, pol bom pa zavedno srečna, a ne. Tako da sem pol, ampak sem si pa zmeraj govorila, zdaj še ni tako, ko bom končala pol enkrat kasneje, dokler nisem seveda na faksu ugotovila, da me je sram, da bi kdaj delala z ljudmi, pa še sama imela to stisko in si še zmeraj govorila, da bom že enkrat to rešila in sem poiskala pomoč, a ne. Družina v tistih letih, to je 30 let nazaj, je enostavno, je bilo samo vpitje, kadar sem jaz spraznila celo škatlo piškotov, a ne, ni bilo kakšne pomoči, tudi jaz nisem upala povedati, ker sem takrat se je komaj vedel, kaj je bulimija, a ne, danes se že o tem dosti piše, že veliko let, ampak takrat pa res, ampak sem pa zasledila en članek o princesi Diani, da ima bulimijo in se mi zdelo, če ima ona bulimijo, pa je še zmeraj lahko princesa, a ne, pol tudi jaz, če imam bulimijo, bom še zmeraj lahko socialna delavka, ker najprej se mi je zdelo, da če bo kdo zvedel, bom samo še navadna čistilka, nikoli več ne bom mogla drugega delati, ker nekje čistiti, če bodo zelo dobrodošli do mene, ali pa me bodo kar v norišnico zaprli, ne. Tako me je bilo strah, a ne, tako da enostavno sem pol tudi pomoč poiskala v tujini in sem imela... Vse sami? Prosim? Vse sami, brez pomoči kogarkoli? Ja, v bistvu, saj pol na faksu si pravzaprav že toliko odrasel, saj jaz sem bila, jaz sem že kar zgodaj šla od doma, tam pri 18 in je bilo, sem nekako se učila pol sama zase skrbeti in je nekako je kar šlo, no, tako v bistvu je
vsem so imeli v Angliji že dosti več pomoči in sem imela eno psihiatrinjo in eno svetovalko vsak teden, da sem imela to podporo, da sem začela spremembe uvajati pa razumeti, kaj se sploh dogaja in da ne moramo danes na jutri vse narediti perfektno, ampak pogledati stvari nazaj, po malem delati premike, tako da to je bilo kar pomembno. Pa potem sem prišla nazaj iz Anglije, seveda sem pa še tudi pri nas še hodila na svetovanje, psihologinji, tako da je bilo, vsaj to vedela sem, rešila bom, videla sem boljše, sam je bilo še zmeraj dobro imeti podporo, zato da nisem kar vse skupaj obesila na klin, češ briga me, tako da. Ja. Ana, sem jaz malo mešal. Pardon, ja. Veš kaj, spomnim se, zdaj ne vem, ali si mi to ti razlagala, ali sem kje v kakšnem intervjuju prebral. Razlika med zdravljenjem pri nas pa v Angliji, je v tem, da pri nas, če se odločiš, da se ne boš več zdravo, te spustijo ven, v Angliji te pa ne spustijo, ko si enkrat v programu. Ja, zdaj tako je, da v Angliji, vsaj jaz sem bila potem pa čez nekaj let pa na praksi gorno na oddelku, kjer so imeli tudi prisilno zdravljenje. In tam so se spopadli s tem, da je pač to podobno kot človek, ki je nevaren drugemu ali samo sebi, kar je tudi pri nas možno, da ga prisilno hospitalizirajo, človeka s psihičnimi težavami, če ogroža drugega ali pa sebe. Ga lahko dajo v bolnico in ga nič dosti ne sprašujejo, ali je za ali ne. Ampak v tujini so pa šli dlje, kar se tiče motenj hranjenja, v tem smislu tudi motnja hranjenja lahko v eni fazi toliko ogrožujoča, da pravzaprav lahko umreš in je boljše, da se ga prisilno zdravi, sam je seveda veliko dilem in seveda zelo naporno. Sem jaz bila na praksi, to je bilo tudi tako, da so pladnji leteli po tleh in je moglo biti jasno pravilo, da pač sestra ne more znoreti nad tem, ki vrže pladenj po tleh, ampak samo umirno pove, da boste skupaj pobrala in da bo dobil visokokalorični napitek namesto obroka, da je pač to nujno. Pa jasno je bilo, da če človek ne more nič sodelovati, mora več ležati, se ne more udeleževati, te in one in tretje terapije, ampak mora ležati, dokler pač vsaj nekaj ne poje. Tako da je bilo naporno in veliko so se pogovarjali, ampak se mi je zdelo pa, da je to pomembno, so pa seveda dileme. Pri nas bolj to, kakor jaz razumem, zagovarjajo, da če človek noče sodelovati, potem ga ne moreš prisiliti. In so dileme, ampak enostavno, ja, če nekdo ne sodeluje pri nas, ga seveda lahko odpustijo. Ali pa otroka imajo, pač pri otrocih mislim, da je drugačno, da ga vseeno lahko zadržijo noter, če starši ne dajo soglasja, z anoreksijo, tako da, ampak mora biti zelo, zelo huda anoreksija, zato ker pač včasih starši, ki bi želeli, da otrok pride v bolnico, enostavno bolnica prepolna in se čaka zunaj, tako da je kar To, kar sem jaz poslušal eno izpoved, ko je pojedla jabolko, se je pogledala v ogledalo in rekla, imam pa že trebušček celo. Joj. In druga zadeva, ko je v Angliji so ji dali za zajtrk jabolko in ga je mogla pojesti, in ga do kosila še ni pojedla. Enostavno. In so potem je dobila spremljevalko, ki je bila z njo, da je tisto jabolko pojedla. In potem, ko je jabolko pojedla, je rekla, ojoj, zdaj pa kosilo. Groza, zdaj moraš pa kosilo jesti. Ja. To so res dileme in jaz, ko poslušam jih, te z anoreksijo, ki mi razlagajo, kakšen zajtrk imajo. To jaz lahko poslušam 10 minut, kaj vse so si vzele za zajtrk in potem mi naštejejo 6 vrst kosmičev, pa 5 vrst oreščkov, pa še suho sadje, pa ne vem kaj, pa to mleko, pa uno, pa kruh, ampak ko pa vprašaš v količinah, je pa vsega skupaj za eno kavno skodelico, to je neverjetno. In potem je pomoč ravno v tem, seveda, da razumejo, one itak vejo, če bi jih vprašal, kaj bi pa za svojo prijateljico naredila jedilnik, vejo, da je to premalo. Ni tlele poanta jim razlagati, kaj jim vse to škoduje in tako naprej, ampak bolj pomagati jim, da delajo majhne premike in da vidijo, da ne bodo kar postale baloni. Tako da je
pomočno. Po eni strani pa seveda pogledati, kakšno simboliko ima ta hrana, ne, tako da jim pomagati razbiti ta mit, da je hrana samo hrana, ampak da ima eno simboliko, ne, in kakšno ima pri njih prav z njimi raziskovati, ne, tako da je to. Ja. Se pravi, Jana, ti si pol v bistvu, bi rekel, in uporabnica in svetovalka, v bistvu, bi rekel, gledano v daljšem obdobju. Se pravi, zdaj se odloča za socialno delavko zato, ker pač si hotela svojo stisko, iz svoje stiske poučevati ljudi, ne? Ja, vem, jaz se sam spomnim, koliko je bilo meni pomembno, da takrat, ko sem se hotela iz tega rešiti, da sem imela jaz podporo in pomoči nekoga, ki je vame verjel in bil z mano toliko časa, ko sem rabila, ne, da je pač celo leto tista svetovalka v Angliji vztrajala z mano, iz tedna v teden in mi pomagala videti malo napredka, da ni bilo tako, brez veze, da se trudim, ker ni dobro še, ne, da nisem jaz to vsak teden si ponavljala, ampak da sem rekla, le si malo boljš, pa je, ok, dajmo se še malo potruditi, pa bo še boljša, ne, to je pomembno, zato sem jaz del, da bom lahko delala na tem področju, no, in mi je tudi danes še v veselje, čeprav mi je včasih hudo, ker se premika počasi, ampak ker se mi zdi pomemben, da imajo ljudje nekoga ob njih, ki vztraja z njimi, ki naredi plan, ki jih spodbuja, ki jih pohvali, ki jih uči, kako se pohvaliti, ki jih uči, kako iti ven iz perfekcionizma, ne, ki jim pomaga razumeti, kaj se je dogajalo v družini in tako naprej. Tako da zato z veseljem delam to, ja. Jaz sem poleg vas, Dušan, pardon. Sam to reči, vse mečkam sta se že dotaknili tega, ne? Ampak a ni to, vse te motne prehranjevanja je tudi posledica teh medijev, ne? Ko je v bistvu, včasih so bile zelo popularne ene take, bi rekel, ženske z širokimi boki, ker so gledali, ne, so moški gledali ženske in tista, ko je imela široke boke, ta bo pa lahko rodila otroke, veliko otrok, ne. Zdaj so pa popularne ženske, ki pravzaprav morajo imeti tako rekoč eno osjo postavo, ne. Ja. Saj zato sem mislila, da je to zdaj v porastu, ne, ker zadeve je tako, eni to še zmeraj zanikajo, ne? Eni pravijo, da nimajo težav ne s hrano, ne z odvisnostjo od lepotnih operacij, in zato sem jaz smatrala, da je zdaj v porastu, ker je ta pač internet, vidiš vsak dan take grozote in kakšni so zdaj ideali, lepotni, da res sem bila prepričana, da boste rekli, ja, drži incidenca oziroma, da je prisotnost zdaj bolj pogosta takih otrok oziroma mladostnic, ker večinoma gre za ženski spol, anoreksija pa bulimija, mislim, da je kar tako res, da je bolj pri ženskah, prisotna. Ja, res je. Mogoče, da ortoreksija, prenajedanje pa bigoreksija sta pa tudi prisotne, bi rekla, bolj enakovredno pri moških pa pri ženskah, sploh bigoreksija, ta zasvojenost z mišičastim telesom, je bolj prisotna pri moških. Je pa tako, ja, da ideali se spreminjajo, samo kakor ste sama omenila, pol pride tukaj zraven seveda nove preokupacije ali pa nove zasvojenosti, ta preokupacija s športom ali pa ta preokupacija z lepotnimi operacijami, to je nekaj, kar je pol zraven, in tam je verjetno tega je več v porastu, kakor premotna hranjenja, bi rekla, no. Je pa tudi res, ja, da pa skozi več poslušam, kako so polni te oddelki za motne hranjenja, za otroke ali pa za odrasle, da je čakalna doba lahko pol leta, leto in je to pač žalostno, tako da se to ne prilagajajo te storitve, obseg storitev temu, kolikor je pač posameznikov s tem. Da ni premo sorazmerno, takrat treba bolj pomagati. Zdaj sva že omenili vseh 5 v bistvu, bi lahko še enkrat šli o teh nervozah. To se imenuje anoreksija nervoza, bulimija nervoza, ortoreksija nervoza. Kaj imava še? Te dve novejši? Bigoreksija
ki je ta preokupacija ali pa obsedenost z mišičastim telesom, ko nikoli ni dovolj mišičasto telo. Potem je še ortoreksija, ta obsedenost z zdravo hrano, nikoli ni dovolj zdravo, nekaj preveč, ne vem, ni slabo pripravljeno, nekaj ni dovolj eko, nekaj ni v ta pravem času, nekaj ni na ta pravem koncu zraslo. Potem so pa še, zdaj kolegica Raven piše blog na naši spletni strani o atipičnih motnjah hranjenja in je tolikih, kolikor smo videli, da je mogla to napisati v 3 delih, a ne? In je en del, ki se mu reče ARFID, ki človek zelo izbira, sam določeno hrano je, zaradi tega seveda lahko trpi njegovo zdravje in je to ne samo otroška, bi rekla, izbirčnost, ampak več kot samo to, a ne? Je nekako ta preokupacija pa strahovi, kaj se bo zgodilo, ali pa potem je še ena motnja, ko človek, ko se že reče, to sem pa pozabila, ko človek se boji požirati, se boji, kaj se mu bo zgodilo, če bo hrano požrl dol. Se to boji požirati, da eni prav zaradi tega tudi pol zgubijo kilograme, ker se bojijo hrano požreti, ne? In je prav pride tudi do fizičnega, kako tacga, ene ovire, a ne, da rabijo ljudje prav pomoč pri tem, kako se sproščati, pa kako sproščati požiralnik, da nekaj pa le poješ. Potem obstajajo motnje, kjer ljudje prežvečijo hrano, potem jo pa ven spluvajo, a ne, sploh jo niti ne požrejo, a ne, in tako naprej. Ali pa mogoče bulimija, ki je povezana bolj z športom, a ne, da ni bruhanja, ampak da so odvajala, ali pa je pretirano športanje, a ne, kar seveda tudi človeka ali izčrpa zaradi preveč športanja, se slej ko prej izčrpamo, ali pa so tudi poškodbe, ne vem, sklepov in tako naprej, hrbtenice. Drugo, pri odvajalih gre pa za to, da človek, ali pa diuretiki, se pravi za odvajanje vode zdravila, da pa človek se preveč dehidrira, oziroma lahko zelo verjetno bodo trpela ledvica in včasih tudi potem, ko človek reši motnjo hranjenja, če je zelo veliko odvajal prej jemal, mu ostane ena okvara ledvica, ne. To je zelo zoprno, se spomnim ene gospe, ki je imela kar hudo okvaro ledvic zaradi tega. Pa potem že ni bilo več motnje, vse je bilo v redu, samo to je pa žal ostalo, ne. Ali pa pri anoreksiji, da se je pojavila osteoporoza, pri eni zelo aktivni športnici, a ne, in ni smela več trenirati, prav zaradi tega, ker je bila osteoporoza tako huda, a ne, tako da, ja, vse sorte. Jaz sem imel v srednji šoli enega prijatelja, ki smo ga klicali Obilo, ker je namreč imel ta sindrom, on je ponoči vstajal in je hodil jest, ne. Obesity, ja. In dejansko so hladilnik zaklepali z verigo, ne, zato da ne bi on to jedel. Ja, točno to, dobro, da si me spomnil, tudi nočno prenajedanje je ena oblika in eni prav vstanejo, pojejo, pa grejo nazaj spat, pa vse vejo, kaj delajo, eni pa tako v snu to delajo, mislim, oboji sicer imajo to potrebo, da to naredijo in bi lahko nekoga skloftali, zato da bi do tega prišli, tako si rekel, Dušan, ja, je hladilnik za zaklent, pa pol za pogled, kako človeku pomagati, ampak eni se pa prav ne spomnijo zjutraj nič, samo najdejo se z kupčkom papirčkov ali pa drobtin v postelji ali pa še z napol pogriženim sendvičem zraven sebe, a ne, in sploh so kar presenečeni vsakič, kaj je bilo zdaj to, kako je to tlele nastalo, ne, tako srhljivo je, kako se različne potrebe izražajo, ne, tako da to nočno prenajedanje je tudi seveda orang problem lahko, ja, res je, ja. Potem za, ne vem, nek dejavnik tveganja lahko tudi razumem, da gre za osebnost sama, ne, je lahko. Ja, zmeraj gre za preplet dejavnikov, nekaj ponavadi iz družine, nekaj je lahko tudi iz genov, a ne, lahko je nekaj iz okolja, se pravi iz in kulturnih pritiskov in konkretnih pritiskov, a ne, v enem športu ali med vrstniki ali tako naprej, nekaj je pa osebnostnih lastnosti ali pa dejavnikov. Eno je ta, bi rekel človek, ta nagnjenost perfekcionizmu, a ne, ali pa ta rigidnost, da nobene spremembe nočeš, a ne, in težko prenašaš vse spremembe,
je večji riziko potem, ali pa ta introvertiranost, zaprtost vase, če ne znaš nekako z drugimi podeliti stvari, ali pa si zelo okoren pri navezovanju stikov, pol, ko ti je hudo, lahko sam pri sebi melješ stvari in vemo, da če nam je težko in pol sami meljemo stvari z nikomer drugim, ponavadi gremo iz sive, sam še v črno, ne, in je sam še težje nam je, ne, in je ta sposobnost podeliti z drugim, ko nam je težko, zlata vredna pri tem, da si pomagamo, da ne zdrsnemo v kakšno zasvojenost, ne, ali pa destruktivnost, ja. A imajo te družine, ki imajo ob sebi nekega mladostnika z motnjami hranjenja, imajo kakšne skupne značilnosti? Težko reči, pri vsakem je družina malo drugačna in pri enih ima družina malo več vpliva, pri enih malo manj, pa pri enih na bolj hudo tragičen način, pri enih pa na zelo blag, pa zelo skoraj neverjetno mali način, ne. Zdaj, jaz bi rekla, da v veliki večini starši hočejo najbolj svojim otrokom. Sam včasih kaj pozabijo, kaj vse otrok rab in včasih jim je zelo jih je sram poiskati pomoč in pol pač, ali pa imajo občutek, da pač tako, kot oni živijo, je najboljša, ne, in ne vidijo, da že zaradi družine, iz katere so oni izhajali, a ne, so določeni problemi, ki bi bilo dobro, da poiščejo pomoč, a ne, pa jo ne, a ne, in pol so to recimo mame, ki prihajajo iz družin, kjer je bilo prisotno nasilje, in pol te mame učijo otroke, da jeza pa ni zaželena, ne, in pol otrok z jezo ne ve, kaj delati, ne, in je lahko, ja, nehote ena prepoved ali pa nezaželjenost izraža določena čustva, a ne, ali pa se pripisuje, ja, pa ti si otrok, kaj boš ti, kakšen sploh razlog, da si lahko žalosten, ne, in pol otrok nikoli ne sme biti žalosten, mora zmeraj kazati srečen obraz, a ne, in ne ve, kako pa ravnati z žalostjo, se ne nauči in ne dobi tolažbe, a ne, in mu je pol hrana tolažba. Zdaj, ene družine so zelo perfekcionistične, da res otroka ne pohvalijo in je še zmeraj včasih prisoten ta čuden mehanizem, da otroci, če jih boš hvalil, se bojo pokvarili, a ne. To je tako žalostno meni, ker se mi zdi, otrok ni scrkljan, če ga hvalimo, a ne. Otrok bo še več se lotil, če ga bomo pohvalili. Seveda so potrebne meje, seveda so potrebne napravila, seveda so kakšne stvari za narediti, ki otroku niso všeč, ampak pohvalil si pa zasluž tudi za kakšno štirko, a ne, ali pa tudi, če je drugi na enem tekmovanju. Vem, kaj je ena pravila, ki je bila na enem državnem nivoju uspešna športnica, da njena mama je zdaj rekla, ki je bila druga ali pa tretja, ja, lahko bi bilo še boljšno, če bi se bolj potrudila. In to je tako žalostno, ker ima otrok svoj feeling, nikoli nisem dosti dober, mogoče, če bo pa dosti suha, bom pa drugim všeč, ker drugače pa jaz nisem dosti dobra, a ne. In nekako naučiti otroke, da poleg tega, da morajo delati in vse živo narediti, da jih učiš tudi, da lahko počivajo, da lahko uživajo, da si lahko prvoščijo malo na off čas, je ful zlata vredno. Tako da ene družine so zelo storilnostno naravnane. Ja, v redu, če izraven še ta, kakor v narekovajih, pravica do počitka, ne, in ta bi rekla zgled tudi, da se lahko kdaj lenari ali pa počiva, pa da je dovoljeno čustva izraziti, je potem manj šans, da bo motnja hranjenja, ne. Zdaj, če je v družinah alkoholizem prisoten ali pa ena odvisnost enega od staršev, je tudi večji riziko za razvoj motenj hranjenja. Ali pa, če so, bi rekla, tako deloholiki, ali pa to je nekaj, kar je pa zdaj že majčkeno manj prisotno, no, v Sloveniji, da starši se ukvarjajo predvsem z tem, da bodo otroku vse dali materialno, a ne, pa da bodo hišo sezidali, pa ne vem kaj, ampak pol pa otrok pa vmes raste in pol je pri babici, pa pri ne vem kateri, pa pri varuški, a ne, in tako naprej, in sam velik, a ne, in nima tega, da bi se sploh kdo z njim igral, da bi mu pomagal kaj razložiti, ampak je samo, ti se tam igraj, mi imamo delo zdajle, a ne, in otrok tako feeling, da je ta zaden, a ne, in pol je hrana tista, ki ga pa malo potolaš, a ne, in je seveda ta odsotnost staršev, no, ali pa zaradi tega, ker starši imajo ali toliko zahtevne službe, ali pa se toliko daleč vozijo, da včasih enega starša ni nič doma, ne, in tam je tudi riziko, da bo otrok tisti manjko enega starša nadomestil spet s hrano, a ne, tako da tako različne stvari sem naštevala, ko sem se probala spomniti različnih zgodb, no, tako da so čisto različne te družine. Zdaj, ali so zelo toga pravila, ali pa je kaos, da se nikoli ne ve, ali bo nekaj,
ali bo za jest, ali ne bo za jest, ali bo mama upila, ali bo mama prijazna, ali bo foter te pretepu, ali bo foter trezen, skratka, če je kaos, je tudi riziko, da se pol umakne v hrano, a ne, človek. Kako je pa z nevarnostjo, če nevarnost pomeni smrt, ne? Anoreksija najbrž bolj smrtna, izid smrten, kakor pa bulimija, ne? Ker od viška najbrž ne umreš tako kmalu, kakor pa od pomanjkanja hrane, ne? En teden nekako smo lahko brez hrane, a ne? Kako pa je s tem? Ja, zdaj, kar se tiče smrtnosti pri motnjah hranjenja, je res to, kar ste omenila, da se največkrat omenja, da je pri anoreksiji smrtnost največja med vsemi duševnimi motnjami, a ne? Ampak to bi jaz rekla, da seveda nočem strašiti staršev, ker pol je cela panika in cela groza, kaj se bo zgodilo, a ne, pa otrok bo kar umrl, če nam hitro nekaj naredili in jih moram jaz pomiriti. Ne, lahko greste zdravniku, da pogleda, kaj se dogaja in a je to urgentno, da rabi v bolnico ali tako naprej, ali da se vidi, kje je pomembno mu kaj dodajati, kakšne minerale ali tako naprej, ali če kakšen organ slabo dela, če treba pač v bolnico, ampak drugače pa pač gre počasi na boljše, ne, in človek se težko, oziroma ta oseba z anoreksijo se težko privadi na to, da je pač nekje so ene, ja, tako ste rekla, nekje je trebušček, nekje je kakšen košček temu, kar se sliši, kar za njih kot prekletstvo špehac, ne, ali pa nekaj, sam ena oblina, ali pa nekaj čist zdrava izolacija, no, kot bi človek rekel, čist del našega telesa tudi, ali pa en obseg njihovih stegen, ki jih gledajo, se jim zdi, da so čist prevelika, ne, in je tako, po eni strani težko gledati, ko bi tega otroka kar nahranil, če bi se dal, ampak mu moraš sam pomagati, da se malo manj začne biti in da počasi sprejema to, da pač rabi jesti, ne, in da se ti veseliš z vsako malenkost z njim, ampak bi rekla, smrtnost je pa, jaz, kar sem delala s temi ljudmi z motnjami hranjenja, in predvsem mene impresioniralo, da se telo tako privadi tej nizki teži, a ne, da seveda sem slišala tudi za ljudi, ki so umrli zaradi anoreksije, samo kar sem jih pa jaz spoznala, je pa res za ene 3, ki je bilo mene kar hudo in sem rekla, ta človek bi mogel v bolnico, seveda niso niti izvidi pri preiskavah pokazali, da je kaj zelo narobe, razen da jim počasneje dela srce, počasneje jim dela uno, drugo, tretje, niso mogli redno opravljati službe ali pa niso mogli, ne vem kaj, ampak eni pa ja, so pa tudi v službo redno lahko hodili, pa se je telo privadilo, imeli so mogoče malo bolj jih je zebel zmeraj, mogoče so imeli kakšne težave s kožo, ampak enostavno se telo za dolg časa lahko adaptira, ne. Seveda so pa kakšne posledice, kot sem rekla, osteoporoza ali pa tako naprej, ne, v ozadju, ali pa to manj energije za to, da bi lahko normalno funkcioniral, ne, in da pol niti svojih potencialov ne moreš tako uresničiti, kot bi sicer lahko, ne, pa manj se sicer razburjaš, zato ker nimaš energije se razburjati za stvari, ampak tudi manj se veseliš kakšnih stvari, ne, tako da vsekakor je prav, da se nekaj postop, pa se nekaj začne delati, če se opazi, da ima nekdo anoreksijo, enostavno ga ni zapustiti, kar tako, da bo že sam to rešil, ampak nekako mu tudi zaupati, da bo počasi tudi uspel doseči tisto, kar bi mi najreč, da bi danes že, ne, ali pa jutri dosegel, ne. Ana, daj mi povej, prosti, Nika, da ti skačem besedo. Ana, daj mi povej, zakaj pravzaprav so te duševne bolezni v bistvu en tak tabu? A veš, imaš raka, rečeš, imam raka, umrl bom recimo, ali pa ne bom umrl, ne. Imaš, ne vem, COVID, ne, pač poveš, ne, imam COVID, ne. Ker tam so drugi krivi, tle pa ti najbrž, ne? Ja, tlele je to, ja, točno to, da se človek počuti, da je sam kriv in da je res beden, če ne more obvladovati hrane, ker vse obvladujejo normalni ljudje, ne, zaradi tega je tak sram. Pol pa po drugi strani, zakaj pa starše toliko srama, ne, da ne povejo drugim, ali pa da jih drugi ne razumejo, je pa spet to, da imajo feeling, ja, kot starš bi jaz mogel skomandirati otroka, da normalen je. Pa če gre za motnjo hranjenja, je to
točno to, ki si ti rekel, Dušan, za eno bolezen gre, ki jo ne moreš kar tako sam pospraviti, zato, ker si tako pameten, ampak ker rabiš pomoč, pa da se jo rešuje en časa, ne. Ampak enostavno, ja, ta stigma ostaja, ja, da je to sam kriv, ali pa da so starši krivi, ki so preveč razvadili otroka in včasih še zmeraj pridejo starši s to idejo, mogoče bi ga mogel sam čez kolen dati, pa malo bolj ostro pristopiti, pa bi bil red in mir, ne, pa ne gre, sploh ne gre tako, ne, in vse jim razlagam, ampak včasih je treba 10-krat razložiti, ne, Ja, ta proces zdravljenja, ne, je najbrž v prvi fazi, da sploh se uvidi, da je to pač... Ja, točno to. In Da je potem... to bolezen, točno to. In da je to nekaj, ker niso sami krivi, ne starši, ne oseba z motnjo hranjenja, ampak da je to nekaj, kar morajo zdaj reševati. Bomo seveda tudi pogledali, kaj vse vpliva na nastanek pri njih konkretno, ampak reševati je pa vsem pomembno, da se začne nekje, ne da se čaka, da bomo vse razumeli, potem bo pa kar zginilo. Ni enostavno ni tako. Ja, ker sam nastanek teh motenj je čist povsem povezan s to disfunkcionalnostjo duševnih procesov, ne? Ja. In najbrž ta psihoterapija je najbolj pomemben način zdravljenja, ne? Pri nas imamo bolj svetovanje, ker nisem psihoterapeutka, ampak valjda večinoma pa je psihoterapija pomembna. Zdaj lahko individualna ali v skupinah, tudi skupine za samopomoč so pomembne, Overeaters Anonymous, ki delajo podobno, kakor je princip anonimnih alkoholikov, ne, se ljudje srečujejo tedensko v skupinah. Včasih pomaga tudi druženje z nekom, ki je preživel sam motnjo hranjenja, ne, in da ti da s tabo deli, kako si on pomagal, da imaš nekoga, ki te razume in ki ga lahko pokličeš. Včasih pomaga, enim pomaga recimo lahko, sicer zmeraj, dostikrat je fino, če je več različnih oblik pomoči, ampak enim pomaga joga jim pomaga, da se sproščajo, da se povežejo s svojim telesom, da se naučijo, ene vaje z lahkoto delam, ene vaje pa pač ne morem delati, pač moje telo ni tako dobro razgibano, ne, in da se nehajo sekirati, da morajo biti perfektni, ampak da pač nekaj delajo za svoje telo, da povežejo gibanje z dihanjem in tako naprej, da se učijo tudi sproščati. Ampak zelo različno je. Enim pomaga to, da začnejo slikati ali pa nekaj, ali pa da so že prej slikali, pa tudi preko slikanja sebe izražajo. Pri kakšnih tam, ko so zelo umetniški, imamo mi svetovanja tako, da oni za nalogo kaj narišejo, pa potem mi pogledamo skupaj risbo, seveda se zmenimo, kaj bojo risali, in da prek risbe nekaj povejo, ali pa da prek risbe se učijo, kako se spopadati s svojo anoreksijo. Tako da zelo, zelo različno je. V svetovanju pri vas se povzemate oziroma se poslužujete tudi terapevtskih tehnik, ali kako gre s tem? Eno je pogovor, pomoč pri tem, da človek razume, kaj se mu dogaja s hrano, v zvezi s čim je to povezano v njihovem življenju, kako je družina na njih vplivala, kako ravnajo s svojimi čustvi, kako je s področjem užitka, si ga dovolijo ali ne, in kje je hrana, kjer je pluse in prinese motnja hranjenja, kjer je minuse. Seveda se uporabljamo tudi kakšne te terapevtske tehnike, ker sem se jaz tudi kaj izobraževala iz določenih tehnik, in sicer ali je delo z risanjem, ali je delo z peskom, ali je delo s kakšnimi s praznim stolom, igra vlog, kakšno pisanje, tako da sigurno, da je dobro uporabljati različne tehnike, ker pri vsakmu nekaj drugega deluje, ali pa prek različnih tehnik različne dele sebe spoznaš, zato je to pomemben, pa da se učiš seveda pohvaliti sebe in vztrajati, ali pa zjokati se, in tako naprej, tako da različne stvari, ja. Ker redko gre človek s tako motnjo sam skozi vse te faze, ker prva faza neke terapije se zmeri nanaša na vključevanje bližnjega, ali pa družine, in da se lahko spopada ta posameznik s to motnjo hranjenja. Potem pa v drugi fazi pa sem brala, da pa se začne vključevanje tega človeka, ki ima to motnjo, da se začne samostojno prehranjevati,
Ja, zdaj je tako, da mi delamo tam nekje z najstniki od 15. leta naprej, zato ker nimam toliko znanja, da bi delala z mlajšimi, večinoma. In v takih primerih, ko so mlajši, sam napotimo naprej, pa jim malo mogoče opogumimo, pa opolnomočimo starše, ali pa jim damo eno razumevanje in spodbudo, da saj nekje lahko jasno povejo, s kakšnimi občutki se oni soočajo starši. Sicer je pa tako, da kar so pa, bi rekla, odrasli ali pa že študentje, bi pa rekla, če pridejo zaradi motnje hranjenja, da ni nujno, da je zmeraj vključena družina. Eno je, da je lahko družina nekje z drugega konca Slovenije, pa oni študirajo v Ljubljani. Drugo je pa, da mogoče oni ne želijo vključitve družine. In takrat se mi zdi, da se da delati seveda z osebo z motnjo hranjenja in je potem na njej ta, bi rekla, ta naloga, da pogleda ali pa se kritično odloči, ali kako bo vključila družino, ali bo kaj povedala družini, ali sploh ne bo povedala, ali bo kaj prosila družino, da ji kaj pomaga, s čem pa kaj ji korist, kaj ne, ali pa pravzaprav bo pustila družino ob stran zaradi različnih razlogov. Tle se mi zdi, da ni čist recepta za to, glede vključitve družine, sploh pri starejših najstnikih. Pri mlajših je pa drugače, seveda, ja. Tam pa je družina, je pomembno, da se družina vključi, to pa res, ja. A vi rečete, da so ozdravljeni ali da so ozdravljeni od motenj hranjenja? Tako kot pri telih, če se lahko še obrnem na narkomane, oni so samo ozdravljeni, niso ozdravljeni. Oni imajo za zmeri, drugače pride do recidiva, oni imajo za zmeri prepovedan poseč po kakršnikoli drogi. Kako je pa s tem? A so ozdravljeni od bulimije ali zdravljeni? So ozdravljeni. Jaz to zagovarjam, seveda se pa strokovnjaki med sabo nam rekla, da jih pričkamo, ampak zelo taka ostra mnenja, raven na to temo, ali nekdo to res razreši, ali to sam je nekje v mirovanju, oziroma sam zdravi, ne pa ozdravi. Ampak jaz bi rekla, če se človek nauči handlati na druge načine s težkimi momenti, s težkimi stvarmi v življenju, če se nauči nekako izražati čustva, če se nauči skrbeti zase, če se nauči, da je dovoljeno, da je tudi nepopoln, če se nauči, da je tudi dovoljeno počivati, če se nauči, da so še druga področja užitka, ki si jih lahko privošči, če nekako predela kakšne travme iz svoje družine, pa če se nauči nekako, da pač ni treba biti popoln pri hrani, pol je pač to zame čisto ozdravljen glede hrane. Sej, jaz bi rekla, da če smo pa čist pretirano strogi, pa čist bi rekla puritanski, pa seveda lahko kdo pride do tega, da nikoli nisi čist ozdravljen, zato ker pol ne bi smel nikoli nič preveč jesti, nikoli ne bi smel si privoščiti ne vem kaj, ampak konec koncev pa tudi ljudje, ki nimajo motenj hranjenja, si privoščijo ne vem kaj vse, enkrat pico pa sladoled, enkrat bodo jedli zdravo, enkrat ne, enkrat so pozorni na obroke, enkrat niso. Skratka, jaz bi rekla, da ozdravljenost je zame to, da lahko se srečuje z različnimi situacijami, se odločaš, kako boš v določenih situacijah ravnal s hrano in da se seveda tudi oziraš na lakoto in sitost, da jih sprejmeš, da jih ceniš, ampak da ali v hrani uživaš ali pa ne, nima veze, tako je razlika kakor med ostalimi ljudmi. Eni uživajo v hrani, eni pa tudi slučajno ne. Eni pa pač jejo zato, ker morajo in kaj matra, bodo včasih težko jedli. In to je čist, bi rekla, legitimno, da pač mečka se nam pri hrani pozna. Ali pa ne vem, če imam jaz ena težka poročila zapisati, da zmeraj brskam po predalih, ki je kakšna čokolada, ker mi ne paše unga poročila delati, pa me živcira. In to nič hudega ni, če pač ostane pri tem, da jaz malo brskam po predalih, pa pač glodam čokolado, ampak v celem dnevu jo zglodam, ne vem, 2 vrstice, pa nič hudega. Ja. Zdaj bom pa nekaj vprašala. Jaz sem ob prebiranju in teh klasifikatorjev evropskih pa ameriških sem spoznala v opisu te motnje svoja 2 bližnja. In zdaj
nekdo je obseden z mišičastim telesom, spet druga pa je nora na vse, kar je eko, bio in tako naprej. In zdaj, a jaz, kot njun prijatelj, jima to namignem, da pa gre lahko za motno, a ne? Ali, a veste, pol se tabuji nadaljujejo. Če se to ne pove, ne, ker najbrž ne veste, da obstaja to vrsta bolezen, a ne? Ja, tle je zanimiv, pa taka zanimiva dilema, mislim tako, če jo pogledam sam, če se ne dotakne osebno, če ne pa ni sam zanimiva, ampak je taka zoprna, no, ampak dilema, zdaj ali pustiti človeka, da se sam najde v tem, pa sam ven skople, kadar bo hotel, pa tako naprej, ali je to prehiter utikanje. Sam to je že tam, bi rekla, že pri nasilju v družini, pri sosedih, a ne? A veste, se podobno sprašujemo, a imam pravice kaj reči ali nič, a ne? In jaz vem, da če mene moti, ker se soseda dva dereta tlele, ki ga pijeta, me prav malo briga, kaj bo zdaj to. Jaz sem poklicala policijo, že zato, ker sem jaz rekla, eno je, da ne vem, če se tepeta tudi, a ne, pa se takrat nista, ampak samo oba dva ga pijeta in se pač dereta, druga pa, da mene moti in imam pravico poklicati policijo, a ne, glih zato, da jih opozori in zato, da naslednjič, ko se je začel živ žavdov, ta vedela, da je šansa, ko potovčemo sosedje po steni, da bo en poklical policijo, a ne, in se mi zdi, da je prav, da v enih primerih se odzovemo, a ne. Seveda tlele pri motnji hranjenja, da si rekla, nikoli poklicati policije, a ne, ampak se to Ja. Ne, ker je zanimivo. Jaz nisem prej poznala nobenega z bulimijo, poznam pa 3 ženske, ki so imele anoreksijo med 16 in pa 25, a ne? In za eno je bilo, ona je hodila na infuzije, ona je imela 36 kilogramov, ampak ona danes je par let mlajša od mene, ima 2 otroka in ko jo pogledaš, vidiš, da je najbrž nekaj bilo, ampak je polna, ne? Prej si pa videl. No, in jaz sem ravno to žensko, ki je tudi iz mojega domačega kraja, sem želela povabiti z vami, vi kot nekdo, ki nudi pomoč, pa nekdo, ki mu je bila pomoč nudena. Ne? In sem dobila napisno od te gospe zdaj, da pa sploh ona ni imela težav, pa moten, da je bilo to samo eno obdobje. In vidim, da vi želite pomagati svoje izkušnje, pa jaz tudi, nekateri pa ne želijo, oni so pa samo, da je egocentrizem, samo jaz sem se pozdravila, otroke imam, za druge me ne zanima, in to mi je, jaz tega ne razumem. Eno je, da eni enostavno želijo mir, želijo sploh ne tikati. Se mi upravičila sem si, Ne, nič hudega, ampak eni želijo samo tako, v tem smislu, nočem se več tega dotakniti in seveda včasih tako prav umetniško uspejo zavriti, da to sploh ni bil zares problem, da to je bilo samo obdobje čau, ampak to sam bolj kot način... Ampak dejavnik je tudi genetika, ne? To je za njene otroka, ne, je že lahko. Če ne bo ona govorila o tem obdobju svojem, ko bo neka družinska anamneza, te 2 otroka ne boste nikdar vedela, da se je mati borila že s tem, ne? Jaz sem se srečala s točno tem problemom, ko sva bila pri genetičarjem, jaz pa moj mož, sva imela težave z nositvijo, in grejo oni gledati biologijo nazaj do babic. Ampak, ker je bil takrat v 70-ih tabu, ni zanosila, je jalova, bla, 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 jaz nisem vedela od moje matere diagnoz in ta anamneza je bila čisto napačna v bistvu, da bi oni meni diagnosticirali pravilno. Meni so oni napisali, da imam nepojasnjeno sterilnost po parih spontanih splavih. Ampak v bistvu je bila genetika, oni bi šli najbrž čist drugam gledati, A veste, zato se mi ne zdi ta egoizem. Ne se dotikati teme, to je pustimo. Jaz bi se vrnila na to vaše vprašanje, pa sem jaz prej malo zašla se okrošča. Prosim, A pristopati ali ne, pri teh dveh, ki ste nekaj opazili. Meni se zdi, da če ste jim vsaj malo blizu, to, da ste si na tipa. Blizu smo si, Pol je dober reči, če ste kaj opazila pri njih, ker vas skrbi, mene skrbi to pa to, mene skrbi, ker se ti izogibaš temu pa temu, to je že precej osebno. Boljše je samo mogoče reči, jaz sem pa zdaj delala oddajo na to temo,
pa se mi je zdelo, da tebe najdem tle, pa me zanima, Če se motim. Ja, če se motim, kako ti to vidiš, a ne? Pa če bo rekel, ja, se me res to matra, da ga vprašate, pa si že kaj razmišljal, da bi poiskal pomoč, a ne? Mogoče bi pa lahko se obrnil po pomoč, kaj pa kaj, ali pa obrnila, pa boste videli, kva bo rekel, a ne? Sej pri prijateljih je tako, da mi vprašamo, oni pa povejo svoje mnenje. Pri otrocih, kadar me pa vprašajo, kako pristopati, pa rečem, povejte, kaj ste opazali, povejte, da vas skrbi, pol pa, če je seveda ogrožujoče zlo, pejte zdravniku, tudi če, ne vem, vpije, povejte, da je treba zdravniku, ker vas toliko skrbi, pa ker toliko malo poje, a ne? Če pa ni tako, pa da sam povejte, bi bilo pomembno, da poiščeš pomoč, in če najprej tuli, da ne, in loputa z vrati, povejte, da boste čez en teden začeli spet ta pogovor, in pol iz tedna v teden nadaljujte, dokler ne gre z vami nekam, saj na prvi pogovor, da se vidi, da nekdo od zunaj, en strokovnjak ocen, a gre za res za motnjo, ali gre za nekaj sam za eno bolj malo stvar, ki ni toliko pomembna, ne, tako da jaz zmeraj rečem, dobro je pristopiti, nekaj reči, pa videti, kaj bo. Pri otrocih malo bolj odločno, pri odraslih se pa človek res sam odloča, oziroma pri nas ni prisilnega zdravljenja, ne, tako da. In jaz tudi vmes. Ja, Brane. Najprej genetika nima kaj pri motnjah hranjenja, to je pridobljena, motnja to ni prirojena, to je dejstvo. Drugo pa, kdaj povedati odraslemu, ne, da gre pri njemu za takšne motnje, bi pa rekel, naj bi bil ta kriterij, da če je on toliko zasvojen s tem, da je celotno življenje podrejeno temu, ne, da bistveno so prizadete druge kvalitete življenja, od socialnih stikov in tako dalje, potem bi šel človek v akcijo, v pomoč, če pa ne, pa mislim, da ne. Toliko. Ja, vsak malo drugače vidi. Saj se mi zdi, da je čisto odvisno pol od situacije do situacije. Tako da večja šansa je pa, da bo zanikal raven takrat, kadar je bolj, a ne, ogroženo, kadar bolj vpliva motnja hranjenja na njegovo življenje, takrat je večji riziko, da bo zanikal, a ne, tako skoraj, ja. Tako da, ampak se mi zdi, dobro je pristopati, pol pa videti, kako se bo odzval, no, ampak čisto odvisno od človeka, no. Res. Gospod But, Brecelj Kobe zapiše, da na nastanek vplivajo še ne povsem raziskani dejavniki tveganja ter mehanizmi, tako biološke narave, se pravi genetske, kot psihosocialne narave, ne? Jaz pa mislim, da pri tej motnjah hranjenja nima genetika, kaj tu zraven. Se pravim, strokovnjaki na teh področjih pa pripisujejo tudi en del temu biološkemu. Mogoče nekateri, ni pa to splošno. Vi ste psiholog po izobrazbi, a ne? Da. Mogoče dva principa razumevanja pa, se pravi, interpretiranja, ne? Ja, res je. Ker imamo tudi tele sociološki model malo drugačen kot medicinski model, ne? Eno označuje motnjo prehranjevanja kot bolezen, ta drug sociološki pa se ukvarja predvsem s pojasnjevanjem teh družbenih razlogov za motnje. Potem psihosocialni pa vidi v motnjah prehranjevanja odvisnost in duševno trpljenje, bla, ne, in ugotavlja vzrok za te, ne. Res je, ja, res je. Tako da ne vem, gospod But, jaz sem na drugem bregu potem, no. To je moje mnenje. Ja, pa moje tudi. Se strinjava, da se ne strinjava? Ja, okej. Kako pa je s preventivo, gospa? Ja, preventiva, to je pa ena taka zadeva, ki je tako, kadar gre preventiva. Pogovor. Ja, pogovor, pa niti ne sam pogovor, preventiva je toliko široka zmeraj, da meni kar, se mi zdi, lahko seveda rečemo, da delamo na pozitivni samopodobi, na samozavesti otrok, na tem, kako ravnati s čustvi. Preventiva je tudi to, da daš ti možnost družinam, da imajo pomoč, kadar jo rabijo zaradi otroka, ko je otrok, ne vem, ima težave z učenjem ali težave z socialno vključenostjo, da starši dobijo pomoč, ne vem, v roku enega meseca, ne pa ne vem, da je takole čez 3 leta. Z eno mamo, ki ima sama anoreksijo, pa ima seveda pejs probleme s tem svojim malim otrokom, ki se noče učiti in seveda skozi vpije. Ampak ona bo dobila šele pomoč na svetovalnem centru po 1 letu, vmes bo že mama mija, otrok
otrok nori vsak dan, a ne, in mama ima oren probleme in zdaj jo moram itak spodbujati, da sploh v šoli pove, da stopi do svetovalne službe, kjer bo seveda prej dobila vsaj nekaj pomoči, ampak tako se mi zdi, da je pomembno, da je pomoč na voljo tudi staršem, kadar so v dilemah, pa seveda tudi eno osveščanje staršev, koliko je pomembno, da otroke pohvalijo, da jih učijo ravnanja s čustvi, koliko pomemben, da z njimi počnejo stvari, a ne, da jih samo vozijo na krožke, a ne. Vse je pomembno, da se otrok razvija, ampak pomembno je pa tudi, da se starši uspejo kaj ukvarjati z otroki. Po drugi strani je pa družba taka zdaj, da se dela, ne vem, po cele dneve in pol pač, če je starš zelo utrujen, nima več energije ta prave za otroka, a ne. In to je tisto, kar bi bila preventiva tudi, ja, da je krajši delovnik, da se starši imajo majčkeno več energije ukvarjati z otroki, a ne, in tako naprej. Tako da, in tudi to, ja, da bi bila hrana, bi rekli, zdaj bom spet uporabila nekaj, kar je spet meni tako malo težko reči, ampak zdrava hrana, se pravi sadje, zelenjava, raznovrstna hrana, da je mehko cenejša, ne da je najcenejša hrana, a veste, za tiste, ki so na minimalcu, samo beli makaroni, taka, ne vem, hrana zelo sladka in tako naprej, a ne, ostalo je pa že skoraj stvar, ne glih prestiža, ampak nekdo z minimalcem si težko privošči bolj zdravo hrano, no, ali pa gre na en obrok ven, ki bo zdrav, ampak bo šel v McDonald'sa, ne, ker je bolj pocena, ne. Absurd je pa tudi, ja, da bi bila preventiva lahko ena promocija bolj zdrave hrane, a ne, da je promocija, ne vem, McDonald'sa velika in potem seveda najstniki so vsi veseli, da grejo v McDonald'sa, ne, da bi šli nekaj drugega pojesti, ker promocije pa ni za kakšno drugo hrano, a ne toliko močne, kakor je za McDonald's, a ne, reklame ni za ne vem kaj, za ajdove žgance z ne vem čem, a ne. Tako da ta hitra hrana je tudi nekaj, kar meni včasih srce boli, no, koliko je tega. Saj okej, v redu, kdaj pa kdaj, ampak ne pa, da je kar naprej, a ne, ali pa da so to glavni obroki, pice zmrznjene, pa McDonald's za rojsten dan, pa tako naprej, a ne, to enostavno. Preventiva je toliko stvari različnih, no, zdaj že toliko sem jaz primarna preventiva je lahko tudi že sama vzgoja, ne vem, starša, ne? Ja, točno to, seveda. Ja, se ne, ker jaz vem, da imajo v šoli zdravstveno delavka, pride enkrat na mesec, ne? Ampak, ko imam majhna otroka, je za začetek bilo, ne vem, ustna higiena, pa me zanima, če je kdaj pri tej zdravstveni vzgoji tudi se dotaknejo, se pravi, tovrstnih motenj, ne? To pa odvisno po moje, odvisno od šole. Od tega, ja, izvajalca tudi. Da včasih nas povabijo na kakšno šolo ali osnovno za preventivo motenj hranjenja ali pa tudi že za prav o motnjah hranjenja, včasih pa srednjo, da nas povabijo, ampak to je ponavadi takrat, kadar imajo nekoga, ki že ima motnjo hranjenja. Takrat je malo več posluha in takrat jih malo bolj skrbi in hočejo poskrbeti tudi za ostalo populacijo, ali pa da otroke mehko pomirijo, ko se nekdo z njimi pogovarja o tem, kako in kaj je. Tako da žal je pa ponavadi tako, da samo ena delavnica, kar je pa zelo malo, ker ti rabiš in stik navezati in z otroki nekaj se pogovarjati. In zelo mi je bilo všeč na eni šoli pri Kranju, ker smo imeli, kaj so že bili, bil dan zdravja ali kaj, ali dan duševnega zdravja in pol, v bistvu je bilo par dnev skupno in smo lahko z vsakim razredom ene 3 delavnice imeli. To je bilo zelo fajn, ker so otroci nekako bolj nam že zaupali in se hoteli pogovarjati, ker prvič je težko sploh, odvisen sicer kako pripraviš, no, pa kako jih uspeš razdeliti v skupince, ampak težko, ker prvič dobiš že kakšen feedback zaresen, no, da se otroci zares pogovarjajo, pa da ti zaupajo, no, tako da ja, ampak je fajn, če bi to, jaz seveda se o tem govorili na en ustrezen način, tudi v šolah že, ja, se strinjam. Ja, ker to, ne, sva že prej se dotaknili prepoznavanje, ne, to je pa potem že sekundarna preventiva, ne?
Ker ta bolezen pač je dolgo lahko neodkrita oziroma nerazpoznavna, ne? In se jo zanika ali pa zmanjšujejo njihov pomen, ne? Ja, res In je. pol šele, ko pa je neka izguba teže, a ne, in spremenjeno vedenje in odnos do telesa svojega, do hrane, ne, takrat je pa najbrž pa res že pozno, ne. In na to treba najbrž biti pa zelo pozoren, a? Kako? Jaz bi rekla, zato da ne bi zdaj staršem nabil slabe vesti, Ja. zelo dolgo se nič ne opazi. Zato, ker se ti zdi, otrok se spreminja, vse Raste sorte je, pa to, ja. Ja, pa vse sorte vpliv je pol v najstništvu, pa malo hujša, kadar gre nekaj bolj v skrajnost, kadar vidiš, da te zelo skrbi nekaj že za zdravje otroka, je dobro nekaj reči otroku, a ne, in nekaj se ga posediti, ga posesti in se pomeniti, ali pa poiskati pomoč. Pač ta kultura se mi zdi, da je pomembna, da jo otroku privzgojiš. Če nas nekaj muči, bomo poiskali pomoč, to ni nič hudega, ni to sramota, a ne? Če se to naredi, je to super, ampak da vzamemo, da ni karkuj smrtno nevarno, zato ker tukaj gremo po eno paniko, pol pa se nam otrok toliko lažje še upre. Bolj bi rekla, da je včasih treba imeti eno mirno vztrajnost pa odločnost, a ne? Ko pristopiš, da otrok sprejme, da je pač to pomoč in da je to pač bolezen, da je to pač nekaj, kar rabiš reševati, a ne, s pomočjo od zunaj. Tako, če dobimo gripo, gremo k zdravniku, a ne bomo sami porobali samo s čajčki, če vidimo, da čajčki ne pomagajo, a ne. Ja, ne. Ja. Kakšni so pa uspehi pri zdravljenju? Ko zdravljenje traja dlje, ste najbrž manj uspešni, kakor pa če je kmalu, ne? Ne, prej bi rekla, da je obratno, tako absurdno je to. Vsaj kar jaz poznam, je tako, da če prehitro vstopiš, seveda tisti, ki ima motnjo hranjenja, ne čuti nobenih posledic, nobenih negativnosti, a ne, tega, in ni motiviran. In pol mi hodijo punce samo zato na svetovanje, ker je mama hotela, zato da imajo mir pred njo. Ne vidijo pa one kaj zares, da jih to že kaj ovira, in se jim zdi, da ne rabijo pomoči in da sama mama komplicira. In pol včasih sam pomalam, da se, kako bi rekla, da guncaš to njihovo, malo zaguncaš, ali ne znam drugega izraza najti, s to motivacijo, no, da se da jim daš to, kako bi rekla, dovoljenje, da pač vidijo tako, kot vidijo, in tako, kot ste prej vi rekla, se strinjamo, da se ne strinjamo, ampak kaj pa lahko skupaj naredimo, a ne, da majčkeno probaš priti skupaj z njimi, ampak da ti, bi rekla, bolj starše pripravljaš, tole bo trajalo en časa še, tole ne bo tako hitro se rešil, in tudi ne morete rešiti, če ona pač ne vidi problema, ne. Pomagamo videti problem, ampak se še ne spregleda, ja. V različnih, koliko hudo je, a ne, če je zelo hudo in otrok rabi v bolnico, pol pač nimamo kaj tlele veliko se pogovarjati, ali otrok bo ali ne bo, pa tako naprej, ampak če je zelo drastično na hitrico recimo padla teža, a ne, če gre pa počasi to, pol pa včasih res čez 5 let bodo bolj motivirani, ravno zato, ker, ne vem, je prišla ena, ki je bila kar nekaj let v pediatrični, hospitalizirana večkrat zaradi anoreksije, ampak ni nič se spremenilo. Pol, ko je prišla na faks šele, je pa ugotovila, jaz hočem tole anoreksijo rešiti, zato ker bi rada veterino doštudirala. Jaz ne bom mogla doštudirati, zato ker mi spomin nagaja, ker se koncentrirati ne moram, ker me vaje to izmučijo, a ne, in je pol seveda super bilo z njo delati, ker je bila toliko motivirana, ker je hotela rešiti to, a ne, tako da je bilo to pol čisto drugače, kakor pa takrat, ko je ona se samo bolj upirala staršem in ko ni videla, da je to kaj zares ovira, a ne. Ana? Ja. Ja, kako je princip dela? Jaz pridem k tebi, rečem, jaz imam ta problem, a ne? In potem se midva kaj, imava seanse, se pogovarjava večkrat ali kako? Ja, pol so to tedenska ali pa na 14 dni srečanja svetovalna ali pa skupina, če je vključen skupino, in pol pogledamo,
danes bo postavila cilje, kaj želiš spremeniti, kako želiš spremeniti, kako si predstavljaš, da bo izboljšanje izgledalo. Se pravi, ti diagnostiraš moje življenje najprej. Niti ne to, malo pogledam, kako se zastopaš z družino, kdo je sploh v tvoji družini, kaj po tvoje vplivalo, da si ti razvil motnje hranjenja, kaj je danes tisto, kar sproža stiske s hrano, a je danes kaj drugega, a je še zmeraj isto, kaj si že naredil do zdaj, pol se bova pa naprej pogovarjala, kjer je plus, v naslednjem srečanju recimo, kjer je pluse dobiš iz motnje hranjenja, kjer je minuse dobiš, kako pa sicer v tvojem življenju, s kje dobivaš še tele pluse, a ne tako naprej. Valjda je kar precej pogovarjanja, ampak seveda je pa spodbujanja, kaj pa si boš zadal za nalogo za ta teden, če nimaš ti nobene ideje, ti jaz dam kakšno idejo za nalogo, in pol naslednjič prideš in jaz rečem, kako pa je šla naloga, ni šla glih, bomo drugič dali drugo nalogo. Kakšne naloge, recimo, kakšne naloge? Naloga je recimo, da napišejo moje življenje brez motnje hranjenja, kakšno bo. In enim je to veselje pisati in si predstavljati, enim je pa to groza, ker se jim zdi, da to je nekaj, kar ne verjamejo, da sploh da je možno. In se pol o tem pogovarjamo. Ali pa je naloga, daj poglej, kako bi lahko, če je recimo ugotoviš, da je en od plusov motnje hranjenja pri bulimiji to, da si ti dovoljš ta užitek, prenajest se pa da ješ brezmejno, ali lahko ti ta plus dobiš kje drugje, recimo ena naloga, ali lahko ti ta plus užitek raziskuješ kje drugje, da ga dobiš. In pol naslednjič pride, sem malo razmišljal, če bi to naredil, pa če bi ono naredil, sem se lotil tega, včasih sem to počel in pa da spodbujaš, da se česa lot, in kako bo, ali pa mogoče ena naloga pogledati nase kot na prijatelja, kako bi sebe vsak dan malo pohvalil, ali pa tako da naloge so take male, pol pa da se uči človek iz tega, ki ga jaz pohvalim, da se tudi uči on sebe pohvaliti, ali pa ga vprašam, pa ti kaj težko se pohvaliti, fajn težko, jaz to se ne znam, kako pa je bilo v tvoji družini, so te pohvalili, pa on začne šele tuhtati človeka, kaj je bilo v familiji in kaj je prinesel s familijo glede tega, in tako naprej. Tako da je pa itak v človekovi psihi, da svojo družino ščiti, in kar en časa človek, sej ni moja naloga, da bo človek šil po družino ali pa se kritiziral, ampak da bo kritično pa pogledal, kaj je bilo fajn, kaj pa ni bilo fajn, kaj mu je pa manjkalo, da bo iskreno lahko povedal in kako je to vplivalo na njegov odnos do sebe, do hrane, do sedanjosti, in kako pač to spreminjati. To je pol... Se pravi, ti začneš, Brane, takoj ti bomo dali besedo, ti začneš v bistvu graditi človeka na novo, ne? V nekem smislu. Iskati notranje vire, kako bo nekako najdel eno notranjo moč, da naredi premike in da se uči, da ga spodbujam, da se večkrat pohvali, da nekaj spremeni mogoče ta odnos do sebe ali pa do sveta, v tem smislu, da je nekaj bolj dobrosrčen do sebe, bi prej sem rekla, ali pa dobrotljiv do sebe, da se prej pohvali, da ni tako perfekcionističen do sebe. To predvsem, Pol pa tudi, da vztraja, da nekako kljub temu, da gre počas, da je to proces, ampak da je super, da vztraja, da je to, če se je prenajedel enkrat manj v tem tednu, full the best, ali pa če je pojedla, ne vem, še pol banane zraven, v dnevu, super, to je že napredek, kako je pa to šlo, je bilo kaj težko, pa se z njim pogovarjaš to, tako, kar nekaj je, tega. Brane, a to, ko se prenajedamo, a je to neke vrste, če malo Freuda uporabim, neka oralna faza? Možno bi bilo psihoanalitično. Fiksiral na oralni fazi. Kako? Da si zafiksiral na oralni fazi za razvoj. Jaz je pa to Dušanovo vprašanje, ko je rekel, ko pride k vam, kaj sledi, dopolnil s tem, kako pride k vam. Ali je to ostal Plečnička, to napotnica pokriva Zavod za zdravstveno zavarovanje, še bi malo tole orisali. Pri nas pride tako, da pač nekje prebere kakšen članek ali pa spletno stran ali pa nekaj nas pokliče, pa se zmenimo za prvi razgovor ali pa včasih sam vpraša, jaz sem pa iz Murske Sobote,
a kje veste, kje lahko lepo iščemo moč, mi malo brskamo, kam se lahko obrne bliže svojega doma, ne, to je to. Pol pa, če pride pa k nam, je pa tako, da pri nas je prispevek za svetovanje ali pa za skupino, seveda pa ta prispevek, kako bi rekla, variabilen. Če je človek res na zelo nizkih prihodkih, je lahko prispevek tudi polovičko od tistega, ki ga pričakujemo, ali pa celo ga ni. Glih zato, ker je svet tako raznolik, da smo ljudje, imamo prihodke od, ne vem, 300-400 evrov na mesec, pa do, ne vem, 2000-3000 na mesec. In nekdo, ki ima, bi rekel, vsaj povprečno plačo, bo lahko dal tak prispevek, ki ga imamo pri nas, nekdo, ki pa na minimalcu, ga pa enostavno ga bo dal pol manj ali pa nič, odvisno. To se pogovorimo na prvem srečanju, pa pol za naprej to velja. Kakšen je ta prispevek? Prispevek je pa 35 evrov za posamezno srečanje ali pa 15 evrov za skupino. Pol je pa lahko pač, zato ker mi imamo delno sofinanciranje, nimamo pa čist vse financirano iz razpisov. Financira zdravstvo? Prosim? Ministrstvo za zdravje sofinancira? Sofinancira nas tudi, iz razpisov se financiramo, ja, občina, pa FIHO, pa Ministrstvo za zdravje en del, vsak nekaj, ja. FIHO tudi? Čist mal, ja. Tako da, mi se moramo prijavljati vsak let in pol, če imamo srečo, nekaj dobimo, če ne pa ne dobimo nič, ponekod tudi ne dobimo nič, tako da pa kakšno leto ne dobimo kaj, čisto odvisno, kakšna je konkurenca, ker ponavadi ni to razpis sam za naš področje, ampak za vsakič imamo malo kar precej dela, kam sploh pašemo, kjer razpisa, ker je toliko različnih razpisov. Ja. Hvala. Prosim. Ma še kdo kakšno vprašanje? Nihče, vsi vse vemo. Ali pa smo toliko spodbudili, da ljudje razmišljajo, pa zdaj, kako je pa to pri unmu, ali pa pri unmu, ali pa pri meni, da človek kaj še razmišlja. Se to je taka obširna tema, da smo včasih še kar nekaj razmišljekov. Ja. A lahko jaz nekaj vprašam? Gospa Albina, seveda. Ja, gospa Ana, se k vam tudi kaj obračajo ljudje, ki so predebeli? Zdaj slišim podatek, da se vsako leto te številke ljudi, ki imajo prekomerno telesno težo, da se povečuje. Ko ne gre, da bi potem oni bruhali pa to, ampak da se ta konstantna teža prevelika obdržuje ali pa se celo veča. A imate s takimi ljudmi tudi kaj prihajajo k vam? Ja, seveda tudi prihajajo. Prihajajo ljudje, ki jim je res težko zaradi tega, ker se toliko prenajedajo in je teža toliko velika. In tudi pri njih delamo tako, da začnemo s tem, kje bomo začeli spremembe delati, ali bomo začeli nekje pri hrani malo, malo kar nekaj, ali bomo začeli pri gibanju, ker problem pri teh ljudeh, ki imajo zelo prekomerno težo, da se težko gibajo, da jih nekaj že boli, ali pa da imajo kakšne okvare, in potem se skozi manj gibajo. Skozi manj se gibaš, skozi te bolj mika, da bi jedel, in bolj ko ješ, bolj gre seveda teža gor, bolj si nezadovoljen in je to tak začaran krog. Tako da, ja, jaz bi rekla, da tudi, če pridejo zaradi prevelike teže, pa pri tem prepoznajo tudi, da imajo motnjo hranjenja, to prenajedanje, pol delamo na tem, da to zmanjšujejo in da pač se začnejo nekako bolj zdravo gibati, bi jaz rekla to. Pa nekako se mi zdi, da je pomembno, da je to nekako, bi rekla, zmerno, glih za to, da človek pol to lahko zdrži, da ne nove navade pridobi, da poje več sadja, da gleda, da dosti pije, da se začne migati in da ko se začne migati, da vidi, da se zmoram, vse bo šlo, in da je vesel tega, da se giba, ker na začetku se je težko gibati, če si zadihan že po 5 korakih, sploh se spomnim ene gospe, ja, ker sem šla po ravnem, pa je bila zadihana čez 5 minut, in se je zdelo, da moram hoditi. Pa daj, pol ure hodi, če si zadihana, nič hudega, se boš pol preoblekla majico, ali pa, če te pa boli to pa to, ali pa pač plavanje, ali pa kolo, ali pa karkoli. Ampak to, da se toliko ceniš, da si vzameš čas, da greš ven in da veš, da si toliko vreden, da nič hudega, če boš se zašvical. In da se pogovarjamo o tem, ja, pa kdo me bo pa gledal, pa kako se bom sploh oblekla, pa gor pa dol, skratka, da se
o teh dilemah pogovarjamo, ampak da se ne ustavimo. Aha, to so dileme, nič ne moreš, ampak to so dileme, ampak kljub tem dilemam neki začni, a ne, in da človeka spodbujamo. A ne, tudi. Je pa res, da je pa ta prevelika telesna teža vrag že pri otrocih, a ne, ker so skozi več za telefoni in računalniki in skozi manj migajo vzuni, a ne, se gleda tle pri nas pred blokom, to so kar na telefoni, pa nekaj nešto se gledajo, pa nekaj se sam hihitajo, ni pa, manj je pa tega, no, z žogo igranja, no, čeprav vse pol se pa spravijo, no, vse fantje, ker špilajo žogo, ali pa punce pol s kolesi neki letajo okrog, a ne, tako da, ampak veliko pa je tega, no, tega vedenja za ekrani in pol zraven neki prigrizovanja, a ne, in to sigurno, da že pri majhnem vpliva na to, a ne, da ima težo preveliko, ja, to je res. A pa so kakšni uspehi zdaj pri teh osebah, ki imajo preveliko težo, ki pridejo k vam? Ja, bi rekla, da na dolgi rok, ja, če so pač vztrajne, a ne, je pa vrag, da pa vsakmu kaj drugega pomaga. Eni pol ugotovijo, aha, jaz rabim eno dietetičarko, da mi napiše, kako rabim jesti, a ne, ki mi pomaga sestaviti jedilnik, ker jaz rabim imeti en tak jedilnik, da bodo drugi tudi jedli, pa da je easy za kuhati, pa da gre ja iz tega samo makaroni, a ne, ali pa pice zmrznjene, da gre počasno na to, aha, se lahko tole kašo skuham, ali pa lahko krompir naredim, pa pire naredim, pa nekaj zraven, a ne, pa tako naprej. Eni rabijo, se vključijo recimo v program Sindi, to je v dostih zdravstvenih domovih, telecentri za krepitev zdravja, imajo program Sindi, kjer se srečujejo prav ljudje s prekomerno težo in v skupinah imajo razna predavanja, plus kakšne te hoje ali pa miganja skupinska in je tudi to zelo, zelo dobrodošlo, no? Da se srečaš z drugimi in imaš spodbudo drugih, a ne, ki so podobne. Hvala. Prosim. Tako o ciljih tega društva, če na kratko jaz sem prav razumela, da je, ne vem, vi se prizadevate, da se najprej oseba začne zavedati odnosa, kakršnega ima do hrane, pa do sebe, pa potem do življenja nasploh, a ne? Vi nekako želite odpreti oči, ker namesto njega ne morete nič razen to, a ne? Tako, zmeraj gre na dve, mislim, cilji društva so sicer bolj to, da se nudi pomoč tem ljudem, da se jih razume, pa tudi osveščanje javnosti, da bolj razume. Če pogledamo bolj te naše cilje organizacije, če pa pogledamo cilje pri tem svetovalnem delu, je pa seveda to, ja, da človek bolj sebe razume, da boljše ravna s svojimi, bolj zadovoljuje svoje potrebe, boljše izraža čustva, bolj se uči, kako zboljša tudi komunikacijo in odnose, mogoče tudi izboljša svojo socialno mrežo, ampak se mi zdi, da poleg tega, ker ste rekli, ker je tako malo bolj po en stran deluje kot filozofsko ali pa bolj ta odnos do življenja in sebe, seveda tudi zahteva to konkretne korake, ampak obenem pa že tudi delamo premike glede hrane. Aha, kaj pa lahko glede hrane probaš tale teden? Gremo kar na konkretno, če ima oseba anoreksijo, aha, to pa to poješ. Lahko dodaš pri malci, kaj bi lahko dodala? Aha, jaz bi dodala pol pomaranče. A lahko dodaš nekaj, ki ima malo več kalorij, da se z njimi prerekaš malo. Aha, pove, da dela 300 trebušnjakov na dan. Aha, da se pomeniš, a jih lahko sam 100. Ne? Seveda sem probala kdaj, da jih sam 10 naredi. Ja, seveda sem dobila, da ni šanse. Ne? In sem se naučila, da pri unih ima 300, moram iti malo dol, čeprav mene srce boli, če mi nekdo pove, da jih boš naredila 100. Ne? Ampak enostavno, da jaz držim to, da nekaj počne in da zdržim s tem, da mu pomagam, da omeji nekaj ali pa da dodaja pri hrani, čeprav bi najreč, da rečem, pojej celo kosilo, pa nekaj ga srd, sam to ne bo pomagalo, ne? To ne pomaga nikomur, ne? Še odraslemu, ki nima motnje hranjenja, da mu rečeš, da je pojej celo kosilo, pa ne ga srd, ja ne bo pomagalo. Kaj šele osebi z motnjo hranja, da je razumeš, da je težko, ampak da ji pomagaš delati premike. A ne? Pa da jo spodbujaš tudi, da če ne gre na boljš,
da poišče tudi zdravniško pomoč ali pa da gre v bolnico konec koncev, a ne, če se nič ne premakne nekaj tednov ali pa celo nekaj mesecev, da govori, saj so premiki, ampak v bistvu vidiš, da jih na enem nivoju pa ni, a ne, da pol nekje rečeš, se mi zdi, da je bilo dobro, da še greš, da se prijaviš v bolnico, ne, tako da se pol o tem pogovarjamo. Ne, pa tudi, da se ljudje nehajo bati tega, da je treba iz zdravniku, da je treba včasih v bolnico, da je pač to zato, da bom enkrat bolj svobodno pa bolj živel, a ne, da konec koncev drugače se to vleče in slabša. A ne. Še kdo? Kakšno vprašanje? Ana, koliko ti pa pomaga to, da si ti v bistvu, kako ne rečem, rekonvalescent ali prebolevnik ali kakorkoli že, ta tvoja pot, ne, rečeš, da poslušajte, ne, jaz sem tudi šla to skozi, ne. Bolj kredibilni ste najbrž. Prosim? Vi ste potem takoj bolj kredibilni, če poveste o svoji izkušnji, ne? Niti o tem ne govorim, če kdo pač to prebere na spletni strani, pa me o tem kaj vpraša, pol kaj rečem, drugače se pa v to ne ustavljam, ker če ne lahko hitro izpade, kakor, lahko njej, kaj tole dala že česa, ne, zdaj pa tako pametna. Ne. Itak se mi zdi, da je lahko, tako zadnjič smo bili v hribih, pa je ena kolegica, ki je včasih bila kadilka, a ne, unmo drugmu, ki je pa vsake 10 minut mogo čik pržgati, mu je rekla, a si ti kaj razmišljal, da bi nehal, a ne, pa edina ona mu je rekla, ne, pa je on rekel ne, pa je hitro ugotovila, da mora nehati, a ne, in včasih je ta riziko, da bi izpadli preveč pametni nekomu, a ne, glih zato, ker smo mi nekaj imeli, a ne, pa nimamo več, a ne, in zato jaz o tem kaj dosti ne govorim, če mi pa kdo vpraša, pa rečem, sem to reševala, ampak je cel proces, tako da vem, da to traja in imam to vztrajnost, ampak imam pa tudi to zaupanje, da se da to rešiti, a ne, ampak vsak v svojem tempu, tako da pol jaz konkretno ne grem v razlaganje moje zgodbe, ker če ne se pol fokus premakne v tistega človeka, ki je prišel po pomoč, na mene pa to nima smisla, a ne, zato ker mu toliko ne pomaga, no, ker tle se zdi, da je pomembno, da človek da fokus nase, pa da se začne s sabo ukvarjati, ne s tem, koliko je težko, ampak kaj bomo naredili, kaj boš naredil, a ne, to. Ana, veš, da sva midva imela delavnice za slepe, tam nekje enega leta 2000, se spomniš? Ja, se spomnim, taka fina delavnica je bila to na Okroglem, a ne? Ja. Ja, ful je bilo fajn, ker so ful sodelovali in ful je bilo dobro, ker smo se pogovarjali iz tiste delavnice, se tako spomnim, tako ful veliko sodelovanja, mi je bilo res tako fajn, res. Ja, res, No, okej. Prav. A je to smo zdaj izčrpali tematiko, menda da ne? Ja, jaz bi tako počas mogla se posloviti, zato ko imam pol naprej še obveznosti, tako da... Hvala za vaš čas, da ste se ga vzeli za nas. Imate kakšno zaključno misel za naše poslušalce, gledalce? Ja, da upam, da vas nisem kaj preveč prestrašila, ampak sem vam samo mogoče, vam je bila tema samo razmislek, če pa začutite pri komu od bližnjih ali pa pri sebi kakšne hujše stiske s hrano, pa seveda smo tukaj zato, da se lahko saj pogovorimo, tako da čist prosto lahko napišete ali pa pokličete, pa se pomenimo o stvarih, tako da pa vam želim, da vas hrana preveč ne mučno. Ja, hvala. Dušan, za konec boš pa kar ti napovedal mogoče 17. marca, kdo nas čaka iza kamere. Ja, jaz bi rekel zdaj tako, ne, Ana, hvala. Jaz upam, da se bo... Ja, v redu, Ana, jaz upam, da se bova kmalu srečala. Redko se vidva, no, upam, da se bova kje, ne. Še, jaz bi najprej vas bi vse lepo pozdravil v imenu Joža Zupančiča. Joža je v bolnici, ima neke težave, saj ni važno kaj, ne, včeraj sva se pogovarjala 3-krat, tako da mi je vse zreferiral. Upam, da bo čim prej prišel nazaj, bo zelo vesel. Vaših pozdravov, če jih lahko prenesem. Jože, drži se. To
Druga zadeva je, naslednji teden sem skecal Vito Mavrič, da bo malo govorila o svojem ustvarjanju in jo bomo probali spoznati tudi malo z druge strani, a ne, kot mati, kot hči, kot ženo in tako naprej, ne. Tako da mislim, da zna biti tudi Zanimivo. to zanimivo, a ne. Toliko, kar se mene tiče. Nika, hvala ti za tole kavico, ki si jo prevzela namesto mene. Kadarkoli, Dušan. Veš? Tako da ta teden pač nisem se uspel pripraviti na mojo Ano, no, ampak v redu, no, se vidimo, rekel sem to, se vidimo naslednji teden, tako da vabilo bo pa šlo zdaj verjetno ponedeljek, torek ven, a ne, tako da. Drugače so pa linki so pa tako zmeraj isti, a ne. Da. In Hvala hvala vsem. vam obima. Hvala vam Enako. obima. Res. Pozdrav, lep vikend.